Še en zalivček. V tem zalivu sem se kopal z mojo Renatko. Je tako menjen, da boste rekli, da sem zaljubljen v njo. Nič, ampak do lepih plaž pa še pridemo. Boste videli, prav veselim se. Je fantastično bilo za pogledati, pa sem rekel, moram tole tudi gledalcem pokazati. Lep pozdrav, dragi gledalci, v novem videu. Evo, včeraj sem prehodil 25 km. Namatral se, kakor sem že v prejšnjem videu povedal, bo danes pa cajt za sprostitev, kopanje. Čeprav ura je 4 popoldne in do zdaj sem snemal, sem naredil eno dobro reportažo enega zanimivega kraja na Krku, boste lahko pogledali. A veste, voda je še čist nizka, ima pa zdaj čez 30 stopinj, ne. Tlej je to en tak zaliv, ki ima tamle zelo majhen izhod, včasih so bile to soline in je tukaj nizka voda. In seveda, ko je močan sonce, to takoj zelo segreje. No, zdaj bi rekel, ne bi rekel, da prej je bila voda 35, zdaj smo pa na 20 cm, je pa voda več kot 25 stopinj ima, zdaj jih ima 30, ampak se pa takole na vsakih centimeter, ki je više, se ohladi za ene pol stopinje. Vidite, to, če si sam imaš problem, ker moraš paziti na stvari, ki jih imaš, ne. Tako da moraš vsake tu cajta malo pogledati. Tako da, vejte, jaz sem zdaj na 30 centi, šel bom še malo naprej, sem pol ulegel noter. Zdaj mogoče šel tudi celo nazaj, si tudi 15 centimetrski, če ležiš, ti odgovarja. V glavnem, lejte, ljudje uživajo, ljudje se imajo fino. Veste, kaj pa tle najboljš? Fuzbal noter v vod igra. Tu sem 2 ali 3 leta nazaj, sem nečaka, sem pelal in sem tu, smo igrali, to je najbolj luštno, vam povem. Wow, je pa to lep občutek, vam povem. Še posebej zato, ker sem včeraj 25 km naredil. Šel sem peš iz Stare Baške v Novo Baško, skozi obali, tu tako oren krog narediš, pa še nazaj. Dal sem vse od sebe. Tako da, zdajle mi pa pripada malo odmaranja. Zdaj sem prišel do kolena in zdaj ima pa voda 23 do 25 stopinj, bom rekel, ne. Ampak jaz imam raje une 35, 40, tako da takele voda je fina za plavati, za ležati pa ni. Tako da jaz bom ležal, se bom tudi le namočil, pa bom šel pa kaj v uno 35, pa mečkam, da se tako, kako bi rekel, namakam. No, še nekaj, da vam povem, si pa ne predstavljam, da bi se pa tlele julija ali pa avgusta kopal, ker tle ima pa voda po mojem pa 50 stopinj, ne. Tako da tole je zdaj super za maja, pa pol po mojem tudi še novembra, oktobra sploh, tudi novembra, morda celo decembra, če sonce sije. Ampak poleti mora biti tole pa čist preveč vroče, ne. Zdaj meni, evo, zdaj smo na čez 30 stopinj in zdaj meni pa še taka voda, zato ker ni tukaj vroče od zunaj, ne. Če bilo pod zunaj 35 stopinj, bi pa iskal 20 stopinj, ne. Tako da, lejte, tlele sem se odločil, da se bom ulegel pa večkrat pomeditiral, ali kako bi temu rekel. Ležal bom, pa nič gruntal. Bom vam tole posnel, pa bom pa kamero vanesel, pa špegle, pol se pa pol eno uro ne premaknem. Kako iti noter? Ja, nič kar narediti samo su, čeprav meni zmerjam. Nikoli mi ni, tam če je voda 30, tudi mi ni prijetno, da bi rekel, wow, super. Tako da, ja, no, evo, zdaj je že dober, ne.
Ampak je pa problem, ki ne gibaš, ne. Zdaj jaz tole nesem kamero ven, pa očala, pa se grem namakat. Morda bom šel tudi malo tle, pa bom malo plaval. To bom naredil, to bo najboljše. No, zdaj sem pa v 10 centi, 15 vodi, zdaj je pa mlačna, topla, kar tako da moram po prvič povedati, da mi je bolj tale odgovarja, kot vnaprej. Dobro jutro. Evo, lejte, tole sem si za zajtrk naredil, tako da ne boste rekli, da mam in sinko nič ne zna narediti. Nov dan, nova doživetja so pred nami. Dober, mečken pod vprašanjem. Ponoč me je začel kolen bolt in imam danes namen narediti en dober pohod, pa ne vem, če bo šlo. Ne vem. Zdaj si tlele malo v mrzli vodi namakam ta kolen, videl, če bo kaj boljš, na klofen sem vzel. Sem pa veliko hodil, že več kot 50 km sem v 3 dneh tle naredil, tako da... Lejte, bomo videli, kako bo, upajmo na najboljš, če ne bomo šli pa kakšne lažje stvari delati, ne. Evo, za konec, da vam še pokažem, kako je lep ta polotok. Meni je res všečno. Kaj pa vam? Napišite v komentar. Kljub temu, da me kolen še malo boli, me kar boli, sem se odločil, da grem na ta pohod do plaže Zlate. Tole tamle vidite Baško. Avto sem tle parkiral. Kaj mislite, bi mogel dati kamen, takole, ki ga je tale majster dal, ali gre brez kamna? No, je pa pred mano zelo lep pohod. Sem že večkrat bil in nimam pa še videa tazga čista pravga. Imam en video, ki so šla iz Sopotnico Renato, ampak takrat sem malo drugačne videe delal. Tako da bom dal link tle, pa si še tega poglejte, ki je res zanimiv, seveda. Z Renato bolj zanimiv, kot pa sam jaz, ne. Tako da poglejte ga. Zdaj pa gremo, tamle že od zadaj bo prva lepa stvar, plaža Operna. In pol zalivčki, plaže, ni da ni boste videli. Tole, ki vidite, je pa že plaža Operna. Kljub temu, da je nedelja, 3. ali 4. maj, sem pričakoval majčkeno več ljudi. Čudovita Operna še iz druge strani in tudi čudovita pokrajina, ne, in čudovito morje. Kaj je pa novega, kar sem šel nazadnje? Glejte, so pa markacije. Nazadnje sem šel, kakor sem rekel, iz Sopotnico Renato, pa že prej sem šel ne 2-krat. Glejte, so frišne markacije in to siguren zelo olajša pot, ker če ni markacije, veste, parkrat greš narobe. Hočeš ali ne, greš narobe, tako da, to je super. Z Renato sem pa najbrž bil 2019, 2020, se ne spomnim čisto točno. Sem vam obljubil, da bojo spektakularne zadeve. Glejte, ki me še malo kolen boli, se ne upam tle nižji stopiti, da ne bom kje padel. Morda se bo tlele dalo vam malo boljš pokazati. Dol. Previdnost je zmeraj ta glavna. Zdaj vidite. Dober.
Boste rekli, kaj je to neke besveze, saj ni niti lepa plaža, niti nič, ampak do lepih plaž pa še pridemo. Boste videli, prav veselim se. Je pa, no sicer, lejte, na to stran je ful lepo, zelo lepe barve. Ampak so pa tam na drug stran so pa neke meglice ratale, tako da ni več tako lepo. Ampak mene to ne bo ustavilo, ne. Tudi kolen, lejte, je že boljš, niči so okej, ampak je boljš, tako da grem z veseljem, izpolnil elana, vesel, ker vem, da ker v tem uživam. Vesel bom, kam prišel do tiste zlate plaže, čeprav sem jo že videl, tako da super. Veste, da sem že malo pozabil, kako točno je. Pa tudi enkrat sem šel za 1. november, takrat je čist drugač, druge barve, drugačno je, nič slabo. Wow, mogoče tudi nisem tako nizko šel, ker ni bilo markacij, sem šel višji, me pa res zanima, kam bojo zdaj markacije pelale. Tale sem šel malo s poti, no, ker na drugi strani pa tole, ne, lejte, tudi fantastičen zaliv, Crkera svina je dol ležalnik pustila, to, mislim, ta ležalnik bo tle 100 let, ne bo razpalo, tako da to ljudje nimajo čist nobenega občutka za naravo, ne. In vidite, kaj tamle vidim? Tamle za ta zadnjo steno mora biti tudi zadnji noter en zalivček, po mojem. Ne, in veste, kaj sem pa videl takrat novembra, ko sem šel? V vsakmu zalivu je bil skoraj en človek s kajakom pa šotorček. In wow, sem rekel, kaj je to ideja, a ni super, prideš s kajakom, postaviš šotorček, tlele prespiš. Mislim, meni je tu hotel 6 zvezdic, kaj pa vam, dajte napisati v komentar. Nisem navdušen samo zaradi lepih stvari, ki jih vidim, ampak, gledajte, tudi von. Von je tak super, ne vem, od kjer ga je, ampak ne znam ga opisati, ampak von po... Kaj veš, da si ob morju, ker če bi me, ne vem, zavezali oči sem postavil, bi rekel, ob morju sem, ker bi vohal to. Noro dobra pokrajina, tele rosce in nezanimivo bi človek rekel, saj če si šel peš od Stare Baške do Baške, pa še nazaj po drugi poti, saj si najbrž vse videl, saj ne moreš nič novega videti. Ampak ni res, ne. In vedete, tole je tudi čist drugače, kot 1. novembra, ko sem šel enkrat. Tudi 1. novembra je bilo fantastično. Spomnim se, da je ful požaj bilo dišalo. Tako da, ljudje, tole energijo daje, saj mene. Kakšen občutek dober, kakšno zadovoljstvo. Lejte, ne lažem, res je tako. Še en noro dober zaliv. Tole, lejte. Samo dober, dol moraš priti, 15 minut bi vzelo, pa 15 minut nazaj. Bom videl, mogoče nazaj grede, ampak dvomim, ker bolj razmišljam, da kam prišel do plaže Zlata, da bi šel še naprej, da čim dlje grem, tako da ne vem, ampak je pa mamljivo tole še pa še. Še iz druge strani ta zalivček, mislim, res je fantastičen. Res je fantastičen, res so čudovite barve. Top! Še en zalivček. V tem zalivu sem se kopal z mojo Renatko. Jo tako menjam, da boste rekli, da sem zaljubljen v njo. No, tukajle, za temle je pa Zlata plaža. In če hočete do te Zlate plaže priti, morate iti iz tele plaže, takole ob kraj, čim nižji,
kele do konca in tam iti v vodo in potem noter zaplavati v to zlato plažo. V to zlato plažo se ne da drugače priti, kot preplavati. Ali pa s čolnom. Oziroma lahko pa tudi iz tele plaže plavaš do konca zaliva, greš tamle okoli in nazaj in noter v zlato plažo. No, jaz grem pa zdaj tle dol gre skoraj pot, pa tamle nekje okoli in potem se gor dvigne in pridem nad zlato plažo. Tako da, ja, to, kar boste videli zdaj naprej, si tudi predstavljate, ne, kako je. Isti zaliv, ki ste ga že prej videli, ampak iz druge strani, ker so barve še lepše. In je fantastično bilo za pogledati, pa sem rekel, moram tole tudi gledalcem pokazati. Dragi prijatelji, tole je plaža Zlata. Ne vidimo, ker se ne upam iti bolj nazaj. Imam pa ene stare posnetke, 4-5 let, z dronom, tako da vam bom te zdaj spustil, pa boste videli, kako je. Prispel nazaj ljudi, vesel, ker radijo, zato, ker sem to naredil, zato, ker sem prišel ker je konc tega, lačen sem kot pes, pa grem zdaj nekaj dobrega pojesti. Evo, avto me je počakal, sem pa nekaj videl, ker sem zdaj gor prišel, tle dol pridem, vidim in nekaj čudno stoji ta avto. In gledajte, kako sem jaz to bumbar trapast parkiral. Gledajte. Tu lahko sem Tomaž Gorec naredi. Ne, zdaj pa grem. Dobre vole sem, vesel sem. Boljš ne more biti ljudi. To je življenje. Wow, to. Dobro jutro. Ponedeljek je. Zjutraj in lejte, dež pada na polno, oblačno, pusto, nikakršno. To pomeni, sem takole obrnil, da se bolj svetlova, to pomeni, kakšno srečo sem imel. Jaz sem imel 5 dni takih lepih sonce. In lejte, skoraj včeraj zvečer je bilo še lepo, danes pa tako. Mislim, sem vesel, zato ker sem imel srečo zaradi tonih 5 dni. Tako da super je bilo tole. Jaz vam povem, da sem tako užival, tako sem užival, tako hitro je to minilo. Sem v bistvu 5 dni bil, danes je že 6. dan. Dobro, se zdaj takoj grem domov, ne. Pa meni je to minilo, kot da bi bil sem 2 dni. Seveda, mine hitro takrat, ko je lušno, ne. In meni je bilo definitivno tako lušno. Sem kar malo slabe vole, da je konc tega. Vprašanje, kdaj bom spet na morje šel, se veste. Po letu ta hudi gužvi jaz ne hodim. Pa tudi v ta hudi gužvi, po ta hudi vročini ni tako lušno, kot je bilo zdaj. Pa zdaj je bilo najbolj idealno. Oziroma, dostikrat rečem, septembra je tudi super, ker je pa morje ful toplo, ne. Je pa dan krajši, ampak september je tudi super. Tako da ne vem, kaj naj rečem.
Razen to, da sem navdušen in da sem se super mu in ljudje, taka planinarjenja, ki so tle bile, pa joj, to je noro. To je noro, kakor sem pa že parkrat v videih povedal, ne bom šel kmalu spet na Krk, z preprostega razloga, zato ker je še toliko drugih lepih otokov, na katerih nisem bil, pa bom kje šel. Jaz sem preveč čuno, ko nekam začnem hoditi, pa bi pa kar kaj hodil. Se res, lejte, čeprav sem bil tle na Krku 50krat, evo pa sem bil rečemo 51-tič, pa sem užival. Mogoče celo na tistih potovanjih, lejte, skoraj se upam trditi, da če ponoviš neko potovanje, pa naj bo to kamorkoli, tudi Indonezijo sem jaz ponavljal, sem bil 3krat, Maroko sem bil 3krat, je vsakič, ko greš, boljš. Zato, ker bolj poznaš, bolj se znajdeš, bolj ti je vse domače. No in to zdaj smo pa tam, cona udobja. Kje greš, ki ti je enostavno, Zato sem jaz zdaj zadnja leta v Azijo hodil. Zato, ker točno vem, kako bo, pa vem, da je enostavno. Za Južno Ameriko pa nisem jajcimo. In to moram spremeniti. In to moram tudi tle na Hrvaškem spremeniti. Zdaj nujno moram iti še kakšen drug otok pogledati. Dugi otok, fantastičen. Vis. Evo, lejte, imam že 2. Tako po en teden, da greš, da ga res prečešeš po dolgem in počez. Pa seveda, mogoče malo preveč jaz norim, Da se nisem šel nekam za 5 ur na plažo vsest, uležat, pa knjigo brat, to tudi ni najboljš. Ampak, ker črto potegnem, sem kar zadovoljen, tako da... Dub se mislil, da se bom pri 55 letih tako fino mu. Pa samski, ker to je neki neuspeh vsadzga. Koga, ki se tolaš, ampak, lejte, moramo biti iskreni, to je neuspeh. Seveda je še večji neuspeh, če po nekem zakonu vztrajaš, ki ti ni, ki ti je muka, Tukaj smo pa mi samski 100krat na boljšem. Seveda najboljša varianta je, da imaš ti nekoga ob sebi, s katerim se razumeš, ki se imata rada in tako naprej. To je najboljša varianta. Ta srednja je ta, ki smo mi samski, najslabša je pa ona, da si zunimo, ki nič ne štima, ki se ne ujameta in tako naprej. Tako da, lejte, pri svojih 54 sem še star, zakaj govorim 55, šele čez en mesec bom 55. Kar zadovoljen sem s svojim življenjem. Ampak, glejte, to sem si mogel sam narediti. 15 let nazaj, mislim, da bi me bilo majčkeno strah iti samega na Krk. Kako se bom znajdel. Največji strah bi bil, da mi ne bo dolgčas. Ampak bi mi mogoče tudi bil dolgčas, zato ker se ne bi tako dobro znajdel, ker veste, zdaj imam neko kilometrino teh potovanj za seboj in jaz sem res prišel do tega, da kamorkoli na zemeljski obli me postaviš, bom jaz najdel nekaj zanimivega. Nekaj bom najdel, ne bo mi dolgčas. Pred 15 letem pa to ni tako bilo, Pa rečeš, na Krk da bi šel, vsi kom pa delal, sam, vse mi bo dolgčas, vse na Krku ni nič pametnega, Postaneš doma. Tako da, hotel sem to povedati, da do tega, da se imam fino,
sem mogel prideti. In če zdaj nazaj gledam, ne, veste, tudi tista moja prvo potovanje, ko sem hodil, sem na Krk, ko sem ta vodič pisal, 2014, 2015, veste, mi ni bilo zmeraj fino. In tudi čas mi ni zmeraj tako hiter mineval, kot mi je zdaj. Vem, da sem šel enkrat za 12 dni s tisto punco, ki mi je pomagala, ki je bila super punca, slušna, mlada. Ampak zdaj sem v domotožje. Res, komaj sem čakal, da bom šel domov. Prav spomnim se, no muka mi je bila. Ko sem takrat rekel, za toliko cajt nikoli ne grem več, za en teden maksimalno. Pa mi je bil še en teden dolg. Glejte, zdajle pa 5-6 dan je danes. Ja, Madonna, kada sem bil, ima še 2 dni, ne? Tako da vse moraš trenirati in tudi jaz sem treniral in mi ni bilo zmeraj dober. In lejte, tudi ne vem, jaz zdaj bom iskal sopotnike, ker imam v planu taka potovanja, ki ne morem sam iti. Predvsem zaradi stroška, ne, malo pa morda tudi zaradi varnosti. Rečemo, Čile je ena taka država. Jaz bom iskal sopotnike, da bi šli skupaj. Prej s kom bom mogel tudi na kakšen tak krajši potovanje, zaradi mene in zaradi njega, da se spoznava, da vidiva, da če se ujameva, da če se bova zdaj, ne vem, če bova imela po 3 dneh poln kurac drugega, ali pa jaz njega, ali pa on mene, pa ne moramo iti za 25 dni, ne. In jaz zdaj verjetno bom tudi na kakšen tak krajši izlet šel z nekom, ki ga ne poznam, pa se ne bova ujela, kar ne pomeni, da se bova skregala, ampak ne bo tisto, ki bi si želel, ampak ne bom jaz rekel, pizda, 3 dni sem stran vrgel. Dober, sem tudi tukaj, sem se tudi tukaj streniral sam sebe, da jaz tudi, če grem s 5 ljudmi, pa da mi ni noben všeč. Jaz bom rekel, dobro, s tem se ne ujamem, ampak meni je tamle pa še zmeraj lepo, pa grem pogledat, pa pa tret, pa najdeš kakšno varianto, grem zjutraj teč. Greš zjutraj teč zato, da si sam, pa je pol bolj, pa tako naprej, ne. Tako da prideš do nekaj lepega, moraš tudi kaj malo slabšega čez dati, ne. Tako da tudi, ali pa tudi, če bi šel v Čile z nekom napačnim in da bi bila katastrofa, pa komaj čakal najbrž, da bi domov prišel. Pa na koncu ne bi rekel, joj, kako sem mogel tu narobe narediti za in tako naprej, bi na koncu rekel, dobra izkušnja, tu pa tu moram jaz zdaj paziti. Tako da, glejte, življenje je skozi eno učenje, pridobivanje nekih izkušenj in enkrat malo boljš rata, enkrat malo slabš. Zapomnite se to. In če boste nekam šli, pa da bo slabo, ne vzeti to kot, joj, sem pa zgubil en teden, pa tu denarja me je koštalo. Ne, dobil si izkušnjo. Lej, verjem, da vsakič bo boljš. Nisem hotel biti za na konc toliko dolg, ampak je kar z mene to ven šlo. In veste kaj, tudi dober, raj bi videl, če bi sonce sijal. Ampak, veste, da se zdaj tudi poti domov veselim. Res, tle čez Kočevje bom šel, kajte pa, tle po Krku mi je itak zanimivo se pelat. Polk je do avtoceste, avtocesta si hiter, pol si na delnicah.
tam dol proti meji, tam je malo bolj zoprno, ker moraš paziti policaje. Pol pa do Kočevja mi je taka lepa pot, od Kočevja do doma grem pa tle čez dvor Žužemberk, oziroma ne grem čez dvor, grem tam po eni bližnjici direkt na Žužemberk. Mi je pa tu dobra cesta, tako da se tudi tega veselim. Tako da, gledajte, fino je. Res ti iskrena hvala, če tole gledaš še do konca, mi veliko pomeni. Tako da, mogoče teli, ki še zdajle gledate, dajte napisati, pogledal do konca, ker me res zanima, koliko jaz pogledal do konca. Pa da tole poslušate, ko govorim. Drugače pa vsem hvala, ki ste me spremljali, ki ste si video pogledali na YouTubu. Če se oni prejšnji niste pogledali, ki sem jih objavil, ta zadnji, si pogledajte jih. Tisti, ki me sledite na Instagramu sem pa res objavil take lepe slikce, da res jih pejte pogledati. Tako da res vsem vam hvala za to. Tudi zaradi vas, ki me spremljate, so mi potovanja lepša, tako da ful vam hvala. Adijo, imejte se, pa seveda vse najboljše vam želim. Res, da jaz bi bil zelo vesel, če bi se vi vsi imeli tako fino, kot jaz. Sicer zdaj sem to tako rekel, kot da se imam jaz najbolj fino na svetu. Nimam se, tudi jaz imam cel kup problemov, cel kup težav, cel kup sranja in vsega, ne, tako da so ljudje, ki se imajo boljši kot jaz. Ampak mislim, da sem pa v zgornjem procentu, kakor si znam sam sebi dober narediti, pa to je ta glavno, da znam biti z majhnim zadovoljen, pa da nisem nobeno navšljiv. To je recept za srečo. Nič, zdaj bo pa dosti. Res hvala, imejte se, adijo.